Preiskovalna komisija, ki preiskuje politično podrejanje slovenske policije, s svojim delom prehaja v sklepno fazo in ocenimo lahko, da smo pravzaprav pri svojem delu bolj ali manj dokazali vse domneve, ki smo jih nakazali takrat, ko smo preiskovalno komisijo tudi ustanovili. In sklep vsega je, da policija je oziroma da je vrh policije v celoti podrejen vladajoči politiki. To nam kaže danes razkriti primer, ko na primer direktor državnega podjetja vzpostavi neke represalije praktično proti članici nadzornega sveta tega istega podjetja, ki je mimogrede, lahko povem, iz vrst LMŠ-ja, ampak lahko bi bila pa seveda tudi iz kakšne druge politične stranke. Zanimivo pri tem pa je, da je direktor pa iz vrst SDS-a. In v demokratični družbi se lahko zgodi, da tak direktor, ko je zanj članica nadzornega sveta, v tem primeru Dragica Vrkič Kozlan, ki bo kandidirala na listi LMŠ-ja, ko je zanj moteča, da preprosto pošlje nekemu kriminalistu na Nacionalnem preiskovalnem uradu neko dokumentacijo, neko korespondenco in hkrati ta direktor naroči temu kriminalistu, naj malo pogleda v njeno kartoteko ali pa morda tudi še v njene telefonske komunikacije. To je dokaz, da potem, ko so v stranki SDS prepričani, da je policija tako rekoč njihova, lahko počno, kar hočejo. Torej, samo predstavljajte si, da ta hip lahko vam, meni ali pa komurkoli nekdo iz policije šari po vaših osebnih podatkih ali pa celo pogleduje, s kom vse ste imeli telefonsko komunikacijo. To je ne samo, da je popolnoma nesprejemljivo, ampak je v celoti nezakonito in seveda bomo v LMŠ-ju zahtevali od direktorja policije, doktorja Olaja, natančno pojasnilo, kaj se je v resnici dogajalo, ker iz informacij, ki jih doslej imamo, lahko domnevamo, da je začela vladajoča stranka policijo zlorabljati celo v politične namene na ta način, da poskuša obračunavati s političnimi nasprotniki. Če je ta kriminalist dejansko vpogledal v kartoteko omenjene članice nadzornega sveta in to je ta direktor tudi potrdil, da je seveda to absolutno zloraba položaja. Če je hkrati, kar je ta direktor prav tako, vsaj tako smo lahko prebrali, potrdil na seji nadzornega odbora, če je hkrati pogledal celo v telefonsko komunikacijo omenjene članice nadzornega odbora, je to prav tako eklatantna zloraba položaja in bomo seveda na vse to zahtevali zelo natančne odgovore, ker preprosto potrjuje
domneve, da Nacionalni preiskovalni urad seveda izgublja popolnoma svojo samostojnost in da zdaj lahko državljani, seveda če so iz prave stranke, celo kriminalistom mimo veljavne zakonodaje naročajo, da izvajajo določene postopke proti državljanom te države. In to nas mora skrbeti, to nas mora pravzaprav biti zelo strah. Torej, od tega trenutka dalje obstaja dvom, upravičen dvom, da državljani te države nismo več varni, ko gre za našo komunikacijo z drugimi ljudmi, ko gre za vpogledovanje v naše podatke. Da je šla negativna kadrovska selekcija znotraj sistema slovenske policije tako daleč, da pravzaprav določena mesta so ali pa jih še zasedajo kadri, ki so popolnoma nekompetentni za opravljanje teh nalog, pa je dokazala nenazadnje tudi današnja seja preiskovalne komisije in zaslišanje bivšega vodje službe generalnega direktorja policije. To je ena izmed najvišjih funkcij v sami policiji. Pa vendarle ta bivši vodja te službe danes pravzaprav na mnoga vprašanja ni poznal nobenih odgovorov, ni vedel, kaj podpisuje, ko smo ga soočali z dokumenti, ki jih je sam podpisoval, in je seveda na ta način pokazal, da je bil pravzaprav zgolj lutka v rokah vodstva policije, posledično seveda tudi politike. In zakaj smo povabili prav njega? Namreč tudi zato, ker smo imeli ves čas dela preiskovalne komisije informacije, da se kadrovska preverjanja kot ena izmed najpomembnejših elementov pri zaposlovanju znotraj policije, da se ta kadrovska preverjanja v mnogih primerih zanemarjajo oziroma ignorirajo, in današnje zaslišanje je to pravzaprav razgalilo do potankosti. Človek, ki je vodil službo generalnega direktorja policije, je na primer za kriminalista, ki je nekoč že izgubil službo v policiji in so pristojni, usposobljeni ljudje ugotovili, da je praktično nemogoče, da bi takega človeka vnovič zaposlili v policiji, ko je prišel na poziv doktorja Olaja na mesto službe generalnega direktorja policije ustrezen človek, je bila taka zaposlitev naenkrat sprejemljiva. Tisto, kar je skorajda smešno, je, ko ta nekdanji vodja službe generalnega direktorja policije pove, da ni imel s to zaposlitvijo popolnoma nič, da sploh ne ve, za kaj gre. Seveda na mizi pa imamo dokument, ki ga je sam podpisal in v katerem je zapisal, da ni nobenih varnostnih zadržkov za takšno zaposlitev, in to tudi poslal generalnemu direktorju policije. In to je primer, takih primerov dobivamo informacije, je v policiji še veliko, ampak to je tak značilen primer, kaj se dogaja znotraj tega sistema, tako kot je prejšnji primer, ki sem ga opisal, da lahko pač nek direktor, ki je zgolj slučajno član stranke SDS, lahko kar kriminalistom na Nacionalnem preiskovalnem uradu naroča, da mimo vseh pristojnosti, mimo vseh zakonov vpogledujejo v osebne podatke državljank in državljanov. To so ti primeri, o katerih govorimo ves čas dela preiskovalne komisije.
in nas utrjujejo v prepričanju, kako prav smo imeli, da smo preiskovalno komisijo ustanovili in kako smo s to preiskovalno komisijo to brutalno politično podrejanje slovenske policije tudi dokazali.